današnji tiskovni konferenci. Pred slabo uro smo zaključili 53. nujno sejo odbora za obrambo, konkretno njeno drugo nadaljevanje. Zaključili smo jo konstruktivno in pa uspešno. Seja je potekala v zvezi s pripravami in pa že konkretnim načrtom za izgradnjo 2 srednjih bataljonskih bojnih skupin, ki jih mora Republika Slovenija zgraditi do leta 2025 oziroma prvo od teh 2 do leta 2022 za potrebe nacionalne obrambe Republike Slovenije. Kot veste, je predvsem poleti prišlo do nekih zapletov glede dokumenta identifikacije investicijskega programa in temu je tudi potem sledila izredna seja odbora za obrambo na temo zapletov pri nakupu 8-kolesnikov. Če smo bili na tisti prvi seji priča zelo razglašenemu vojaškemu orkestru in pa kar nekaj napetostih in pa nejasnostih med Ministrstvom za obrambo in pa Slovensko vojsko, lahko rečem, da potem, kar smo videli danes, čemur smo bili priča danes, sta se Slovenska vojska in pa Ministrstvo za obrambo poenotila o tem, kaj si želimo in v kakšen nakup bomo šli. Zdaj, takrat je bilo predvsem velik očitek, da prihaja do nekih nesoglasij in da se stvari niso lotili na primeren način, kajti podlaga za izdelavo DIP-a, to se pravi tega dokumenta identifikacije investicijskega programa, mora biti taktična študija. Taktična študija za nakup 8-kolesnikov je bila izdelana leta 2005. In glavni očitek takrat je bil, da Slovenska vojska ni naredila nove taktične študije za nakup novih 8-kolesnikov, pač pa je uporabila staro taktično študijo, ki je bila takrat narejena za potrebe tistega časa, za potrebe za nakup 8-kolesnikov. Takrat se je potem šlo v nakup bojnih vozil Patria. In ne moreš ti kupovati sodobnih oborožitvenih sistemov na podlagi 13 let stare študije, mislim, da je to vsakomur jasno. No in po tisti seji so potem šli nadgraditi to študijo, na podlagi te študije izdelali nov DIP, izdelali so tudi predinvesticijsko zasnovo in pa investicijski program. Tako da je s potrditvijo investicijskega programa 29. januarja 2008 in zagotovitvijo finančnih sredstev v finančnem načrtu Ministrstva za obrambo prišlo do tega, da so ugotovili, da so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo postopka nabave najprej 56 bojnih vozil 8x8 z ustrezno oborožitvijo. Zdaj, tukaj je več možnosti, v kakšen nakup se lahko gre. Zdaj, eden je izvedba naročila po zakonu o javnih naročilih na področju obrambe in varnosti. Druga opcija je nakup, ki se mu reče vlada vladi, to se pravi direkten posel. Lahko se izvede postopek naročila, ki se odda v skladu z mednarodnimi pravili. Možno je javno-zasebno partnerstvo in pa izvedba postopka naročila na podlagi 346. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. Slovenska vojska in pa Ministrstvo za obrambo sta soglasno sklenila, da je na podlagi raziskave trga, ki so ga opravili, in pa tudi potrjene investicijske dokumentacije, najbolj primeren pristop oziroma vključitev Republike Slovenije k obstoječemu večnacionalnemu programu Boxer v okviru mednarodne organizacije OCCAR. Gre za Organization for Joint Armament Cooperation, v katerega je vključenih več držav in v okviru tega projekta poteka tudi projekt Boxer. Skratka, gre za nemška vozila, ki bi bila po besedah Generalštaba in Ministrstva za obrambo za Republiko Slovenijo najbolj primerna. Slovenija za izgradnjo 2 bataljonskih bojnih skupin potrebuje 166 vozil. V nakup se bo šlo 136 vozili, ker lahko v teh srednjih bataljonskih bojnih skupinah že uporabimo 30 vozil Patria oziroma zdaj imenovani Svarun, ki jih že imamo. Sam sem postavil vprašanje, kako bo s kompatibilnostjo Patrije in pa Boxerja, in po zagotovilih so za vozila kompatibilna. Vse, kar bodo naredili, je to, da se bodo Patrije, ki so sedaj v prvi bojni liniji, umaknili v ozadje,
za logistiko, za transport, za medicinsko osebje, v ospredje, v prve bojne linije pa bodo šli bokserji, ki bodo opremljeni po sledeči oborožitvi. Večina njih bo opremljena s 30-milimetrskimi topovi in pa 7,62-milimetrskim mitraljezom. Nekateri izmed njih bodo opremljeni tudi s 120-milimetrskimi topovi. Kar je pa bistveno in kar je bil tudi velik očitek predvsem odbora za obrambo in pa da je prišlo do razhajanja med Ministrstvom za obrambo in pa Slovensko vojsko, je pa protioklepni raketni sistemi. Sedaj so se dogovorili, da ti bodo, da ne bodo sicer na vseh vozilih, ampak da bodo na vozilih nameščenih tako, da jih bo imela vsaka srednja bataljonska bojna skupina primerno število. Lahko rečem, da je sedaj projekt, kakršnega so se lotili in so ga pripravili, ustrezen in zaradi tega je bil na moj predlog tudi sprejet sledeči sklep. Odbor za obrambo podpira vključitev Republike Slovenije v projekt OCCAR in hkrati poziva Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, da v postopku nakupa bojnih 8-kolesnih vozil 8x8 sledi načelom ekonomičnosti, transparentnosti in zakonitosti in za Republiko Slovenijo kupi takšne 8-kolesnike, ki bodo primerni za izvajanje nalog, ki jih Slovenski vojski določa Zakon o obrambi. Dotaknil bi se še sklica seje odbora za obrambo oziroma ne še sklica, ampak zahteve poslanske skupine Levica za razpis referenduma, da se vpraša državljanke in državljane, ali so za to, da se za potrebe Zveze NATO nameni 1,2 milijarde evrov proračunskih sredstev. Zdaj gre za zavajanje, gre za načrtno zavajanje. Danes smo slišali, da bosta obe bataljonski bojni skupini ne samo nakup vozil, ampak celotna izgradnja do končne izgradnje, da bodo operativni do končne izgradnje vsega skupaj, stale res 1,2 milijarde evrov. Sama vozila 8x8 se ocenjuje nekje na 600 milijonov evrov, pri čemer je teh 56 vozil nekje ocenjenih na 280 milijonov evrov in za izgradnjo končnih zmogljivosti bomo potrebovali nekje 1,2 milijarde evrov, pri čemer gre izključno za to, da se gre v ta projekt zaradi potrebe nacionalne obrambe. Kajti primarna naloga Slovenske vojske je izvajanje nacionalne obrambe, lahko sami, lahko pa seveda tudi skupaj z zavezniki. In lahko rečem, da smo danes na seji odbora za obrambo dobili celovito in tudi zadostno pojasnilo. Strani članov v razpravi je bilo opozorjeno, naj se tokrat vojska in pa MORS lotita projekta resno, predvsem pa na način, da se ne bo zgodilo tisto, kar se je zgodilo z vozili Patria, ko vemo, da je prišlo takrat zaradi potreb volitev 2008 in ker so pač nekateri želeli poraz Slovenske demokratske stranke na volitvah, da do tega ne pride več, da se projekt vodi transparentno, kajti Slovenija si ne more privoščiti še ene blamaže. Z nakupom teh 8-kolesnikov in z izgradnjo 2 srednjih bataljonskih bojnih skupin se bo bistveno zvišala tudi ognjena moč Slovenske vojske in tudi Slovenska vojska se bo primerno modernizirala. Je pa tukaj, lahko rečemo, eden od večjih problemov, lahko rečemo, da celo bolj kot finančna sredstva, kadri. Se pravi, ena stvar je, da mi kupimo vozila, s katerimi bomo zgradili 2 srednje bataljonski bojni skupini, druga zadeva pa je, da potrebujemo ljudi, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, ki bodo s temi vozili oziroma s temi oborožitvenimi sistemi upravljali. In ta nakup se bo lahko ponesrečil, ukolikor se trend zapuščanja pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in trend, da ni novih prihodov, ne bo ustavil. Zaradi tega z tega mesta, kljub temu, da smo imeli včeraj razpravo na seji odbora za obrambo in ravno zaradi tega, ker so bili predlagani sklepi oziroma predlagano priporočilo zavrnjeno, naj se Vlada Republike Slovenije in pa Ministrstvo za obrambo resno lotita
problema primanjkljaja kadrov v Slovenski vojski, kajti vojake potrebujemo za upravljanje z oborožitvenimi sistemi, potrebujemo jih za potrebe nacionalne obrambe, ne pa kot nekateri govorijo, da smo hlapci Zveze NATO, kar je poceni, lahko rečemo, propaganda, verjetno spodbujana in pa tudi po vsej verjetnosti, glede na to, kako vidimo dogajanje v Evropi, financirana strani Rusije, da se vnaša nemir med članice tako Evropske unije kot tudi Zveze NATO. Skratka, kot predsednik odbora za obrambo izražam zadovoljstvo, da se je Slovenski vojski in pa ministrstvu uspelo poenotiti v 3 stvareh, v tem, kaj potrebujemo, koliko potrebujemo in pa kaj bomo kupili. Zdaj pa resnično upam in računam na ekonomičnost, zakonitost in pa transparentnost tega postopka. Hvala. Še vprašanja? Če ni, hvala lepa. Hvala in pa lep dan vsem.